Kot je že Mika povedala, jaz nisem kreativc, sem ekonomist, ukvarjam se z design business svetovanjem, kar pomeni dizajn za poslovanje oziroma za uvajanje dizajna v podjetjih in na drugi strani tudi kako pa poslovanje vzpostaviti oziroma kako uvesti biznis pri kreativnih podjetjih, ki šele štartajo. Tretja stvar, v kateri sem pa zadnje čase zelo aktivna, je pa tudi z javnimi zavodi oziroma z javnimi organizacijami. Sodelujem oziroma prakticiram, bom rekla, bolj design management v okviru zdaj že 3 bienal oblikovanja, se pravi Bio 50, Bio 25 in 26, sem bila vodja teh produkcijskih procesov teh mednarodnih skupin. Sodelovala sem pri zasnovi Centra za kreativnost in pa seveda v zadnjih nekaj letih sem zelo aktivna v kompetenčnem centru za design management, kjer sem zadolžena za specializirana izobraževanja in pa validacijo podjetij. Danes sem v vlogi kompetenčnega centra za design management, kot je že Mika povedala, ki povezuje ambiciozna podjetja z viri znanj z design managementa. Mi se ukvarjamo z izobraževanji, predvsem zato, ker smo ugotovili, da je v bistvu še vedno, zdaj bom bolj govorila o dizajnu, čeprav jaz mislim, da bo marsikateri kreativc tudi sebe prepoznal v vlogi, ki jo dizajn ima v današnjem svetu, tako da ne mi zameriti, govorimo o dizajnu in vam bom tudi razložila, mogoče tole je, na hitro, tole so podjetja, ki so bila v zadnjem kompetenčnem centru, ki je že drugi. Kot vidite, je kar nekaj velikih podjetij med njimi, podjetij, ki so imajo že vpeljan dizajn v podjetju oziroma že vlagajo in sredstva in pozornost za ta dizajn, vendar smo ugotovili, da v bistvu tem podjetjem še vedno še niso na tej stopnji, kjer bi lahko suvereno rekli, da so pa res dizajn podjetja. Gre za 37 podjetij, skupaj je to 9128 zaposlenih in imajo skoraj slabo 1,5 milijarde prometa ustvarjajo. Se pravi, da to so res podjetja, ki so v bistvu lahko rečemo klasična podjetja, ki že delujejo dolgo na trgu in so prepoznala v bistvu pomen kreativnosti, ustvarjalnosti, dizajna in prepoznala tudi v bistvu manko svojih znanj. Največkrat, ko se srečamo s podjetji, še vedno nekako ne prepoznajo, dizajn še vedno tretirajo kot neko obliko, formo, pravzaprav ne vejo čisto dobro, kaj bi s tem dizajnom delala. Tole je ena taka ilustracija, ki zelo luštno pove, direktorji ponavadi gledajo Excel tabele, tam najamejo kdaj kakšne oblikovalce, pa ne vejo čisto dobro, kaj ti delajo in kako v bistvu design manager, kaj pa je sploh to. Tako da, če gremo, zdaj tole je en graf, ki ste ga videli že pri Mateju prej, ki je on zelo dobro razložil, mi govorimo o dizajnu, ga ne prevajamo v oblikovanje, zato ker je ta slovenska beseda preveč asociira takoj na nek stil, na formo, na neko obliko, dizajn je pa še veliko več kot samo to. V kompetenčnem centru, ko smo delali model leta 2013, smo to razdelili dizajn kot izdelke, komunikacija, prostor in storitev, pa to ne bom ponavljala, ker je Matej to prej super povedal. In ko govorimo pa o design managementu, pa ponavadi se pri podjetjih čisto ustavi, kaj pa je zdaj to, ne? Ker ne razumejo že, kaj je to dizajn, ne razumejo niti, kaj je to design management.
In če imamo na eni strani na levi podjetje, na katerega lahko vplivamo s svojo vizijo, poslanstvom, strategijo, kako bomo do tja prišli in viri, ki jih imamo na razpolago, tle imamo recimo, da popolno kontrolo, lahko delamo, kar hočemo. Imamo na drugi strani zunanji trg, na katerega pa absolutno nimamo vpliva. Oziroma bi ga želeli imeti, ampak morda ne prepoznamo. Imamo kupce, imamo uporabnike, recimo velika, no bom rekla večina, ampak veliko podjetij ne loči med svojimi kupci in uporabniki, ker to niso iste osebe. Recimo, če čisto ponazorim, en proizvajalec igrač, njegovi kupci igrač so, ne vem, stari starši, mogoče kakšni prijatelji, kdaj za darilo, uporabniki so otroci. Ampak poleg tega, kupci niso samo končni kupci, mi imamo vmes še distributerje, mi imamo vmes še maloprodajo in v bistvu za podjetje je zelo pomembno, da ve, kdo so njegovi kupci in uporabniki. Ker potem samo tako lahko poišče nove, inovativnejše rešitve, kako plasirati svoj produkt ali pa storitev na trg. In tako kot sta že moje dva predhodnika ali pa par jih je bilo rekli, ne, umetnost je tvoj produkt prodati. Ni problem ga narediti. Problem ga je prodati v tem današnjem svetu, ko je v bistvu se nam zdi, da je že vse tu. In dostikrat rečejo, zakaj pa rabimo še en dodaten stol. No, Matej je danes povedal, zakaj. Tako da iščejo se inovativne rešitve. In tukaj v bistvu nastopi dizajn ali pa ustvarjalnost in kako se ta dizajn mora biti zelo strokovno voden, zato da bo uspešen. Ni dovolj, da ti zdizajniraš ali pa da ti najameš oblikovalca in ti zdizajnira en lep stol, ker je dizajn še mnogo več, je potrebno v bistvu skrbno vodenje tega in v bistvu tudi v podjetju se morajo podjetja, vsi zaposleni zavedati pomembnosti dizajna. Živimo v času negotovosti, zelo spreminjajoče okolje. Podjetja se na trgu srečujejo tako z trendi na svojem področju, posamezne dejavnosti, to so aktivnosti konkurence, nove tehnologije, novi poslovni modeli, digitalizacija. Na drugi strani imamo globalne trende, ki jih vsi poznamo, tako da v bistvu je preboj na globalno sceno v bistvu zelo težek. In seveda so znotraj podjetij, tudi klasičnih podjetij, potrebne velike spremembe pa ponavadi potegnejo za sabo tudi recimo bom rekla, nelagodje, mi se zelo neradi bom rekla, vržemo iz svoje lastne cone udobja, ne. Najbolj fino je, če delaš kar nekaj, kar znaš, v bistvu pa sodobno poslovanje zdaj od nas zahteva nenehno usposabljanje, izobraževanje, mi sami se moramo spremeniti, način poslovanja in tako naprej. Zdaj, kakšna je pa vloga dizajna v tem? Tukaj imamo samo ene par, seveda je veliko večja vloga, če je prej Matej rekel, da nima dovolj časa za prezentacijo vsega, ga imam jaz še mnogo manj, ker zato, da uvedeš dizajn v neko podjetje, traja leta. Tako da to so samo nekateri, govorimo o širšem kontekstu problemov, se pravi, mi moramo poznati svoje kupce, svoje uporabnike, kaj so njihovi problemi, kako bomo mi svojo storitvijo ali izdelkom njegov problem rešili. Pomembne so uporabniške izkušnje, ustvarjamo emocionalno vrednost, te ste videli že prej pri Roku, ki je tudi rekel, da je emocionalni faktor v bistvu zdaj zelo visoko cenjen. Gre za pripovedovanje zgodb, osmišljanje in tako naprej. In čeprav se vsi zavedamo, da je
oblikovali dizajn pomemben, je še vedno se zgodi, da ne uspe. Tole je samo par v bistvu odgovorov, zakaj ne uspe, ker nimajo dovolj znanj, dizajn ni vključen v strateško načrtovanje, mogoče je podjetje najelo oblikovalca, pa niso dali jasnega briefa, pa niso dobili rezultata, ki so ga hoteli, lahko so zbrali napačnega oblikovalca, včasih gre tudi, dostikrat se recimo jaz tudi srečujem bom rekla, z kreativci, ki so ustvarili neki izdelek, pa so precej nekritični, v smislu, jaz sem naredil najboljši izdelek, super je, ampak nihče ga noče kupiti, ne. Najlažje je, sem govorila z podjetniki, ki so rekli, ni problem postaviti 3 tovarne, problem je prodati tisto, kar delaš. Mi v kompetenčnem centru smo na začetku, ker smo hoteli pa imeti neko bolj strokovno podlago, zakaj, pa recimo so nekatera podjetja v tujini bolj uspešna od slovenskih podjetij, in kako sploh vključiti dizajn v podjetja, smo vsa podjetja validirali, se pravi, oni so izpolnili en vprašalnik in dobili točno dizajn diagnostiko, kaj morajo v njihovem podjetju narediti, zato da bodo ta dizajn pripeljali na višjo stopnjo. Potem smo pa vse te dizajn diagnostike zbrali in smo pripravili skupaj s podjetjem Duko, ki se s tem profesionalno ukvarja, smo naredili Business Design Intelligence analizo, ki nam je pa pokazala en zanimiv odgovor, zakaj v bistvu so primerjali, naša KCDM podjetja z 208 hitro rastočimi podjetji v Evropi, ki so bila primerljiva po velikosti približno, in v bistvu se je delal benchmark in te glavne ugotovitve so, da v bistvu čeprav imajo splošno stopnjo zmožnosti design managementa naša podjetja primerljiva s tistimi evropskimi, pa evropske na dolgi rok dosegajo veliko boljše rezultate, in pokazalo se je, da je pri naših podjetjih, da imajo še zelo veliko neizkoriščenih potencialov. V bistvu se moramo zavedati, da to ni povprečje slovenskih podjetij, da tle so bila zbrana podjetja, ki se že zavedajo pomena kreativnosti, pomena dizajna, in ki se zavestno delajo na tem. Se pravi, če bi šli gledati povprečje v Sloveniji, je to še mnogo nižje. No, in izpostavilo se je, da zakaj ni tako uspešno, ker dizajn ni vključen v strateško odločanje, ker se ukvarjajo z dizajnom posamezniki in ne ekipe, ker ni strokovno vodeno, majhna podpora vodstva, to, kar je že Rok prej pred mano govoril, važno je, da lastnik ali pa direktor ve, zakaj je to potrebno, ne. Dizajn ni postavljen v središče inovacij, se veste, v podjetjih ponavadi dajo veliko na tehnologije, potem pa inženirji nekaj naredijo in produkt, dizajn je pa nekaj, kar daš na koncu, ne. V bistvu, pravilno je, da je v bistvu že v izhodišču delaš skupaj z oblikovalci. In seveda posledično so majhna vlaganja v dizajn in so tudi majhni donosi, zato ker mogoče včasih tudi niso pravilno, vlaganja niso pravilna ali pa cel proces ni pravilno voden in podobno. Na podlagi teh rezultatov smo mi leta 2013, ko je bil prvi kompetenčni model oziroma kompetenčni center ustanovljen, smo naredili model vključevanja dizajna in dizajn menedžmenta v podjetja. In sicer je to en model, ki je bil razvit v okviru evropskega projekta Admire,
v katerem je sodelovalo 19 držav. Mi pa smo ta model stopnic, kot ga imenujemo, nadgradili še s tem, da smo vključili v ta model zaposlene v podjetju. Tam v tistle majčken grafik spodaj smo v bistvu vse zaposlene v nekem podjetju nekako razdelili na operativni, taktični pa strateški nivo, strateški najvišji pač management, operativni tisti dejansko delavci, recimo v neki tovarni, ki tudi švasajo neke zadeve ali pa mizarji ali kakorkoli. Ta model je v bistvu temelji na 5 dejavnikih: zavedanje pomembnosti oblikovanja, vključenost oblikovanja oziroma dizajna v procese, kakšna sredstva in vire, se pravi finančna sredstva, kadrovska, partnerska in tako naprej, kakšno je znanje o dizajnu v podjetju in pa obvladovanje procesa, se pravi, naša podjetja so dobro obvladovala tehnološke procese, mi pa tukaj govorimo o dizajn procesu. In naredili smo sistem nekih izobraževanj, ki v bistvu so bila podjetja, so imela možnost, da izberejo ponujena izobraževanja, taka zelo fokusirana dizajn, pa potem so v bistvu imela možnost tudi, da sami izbirajo. In v bistvu usposabljanja so bila zelo različna, od strokovnih cross company, mi rečemo, ko je več podjetij skupaj sodelovalo na nekaj mesečnih delavnicah, do izobraževanj, ki so potekala v podjetjih, do obiskovanja konferenc, mi smo organizirane lastne konference, tudi mehke veščine so bile vključene v to in seveda tle tudi vidite na primeru Adrie Mobil, kako so v bistvu oni vključili tudi operativni nivo. Tole so ključne veščine za prihodnost, ki se pričakujejo, da bodo v bistvu brez tega podjetja na globalnem trgu nimajo priložnosti oziroma priložnosti uspeha. Kar pomeni, če mi na eni strani izobražujemo podjetja, ki se vse bolj zavedajo pomembnosti, je pomembno, da tudi kreativci, dizajnerji izpopolnjujejo svoja znanja in tlele vam bom pokazala, kaj se pričakuje v prihodnosti. Niso le znanja, strokovna znanja, ampak so še dodatne sposobnosti prevzemanja tveganj, to se mi zdi zelo pomembno, prevzemanje odgovornosti, predvidljivost, odprtost za druge rešitve, tako da to si lahko slikate, da ne bom brala. No, recimo problem integracije dizajna, kako se vključuje v vizijo in smisel, se pravi dizajn strategijo z sanjanjem, osmišljanjem, prevzemanjem odgovornosti, motiviranje zgodbami. Potem dizajn se vključuje v znanje in odnose zaposlenih, gre za sistemsko razmišljanje, za prevzemanje tveganje, povezovanje in vključevanje različnih oddelkov znotraj podjetja, mentorstvo. Potem gre za sposobnost udejanjanja, se pravi poslovni procesi, govorimo o raziskovanju, o design researchu, o učenju iz napak, o prototipiranju, soustvarjanju, igranju, nekaj od tega, recimo prej je Matej omenil njihov dvojni diamant, govorimo o design thinkingu in podobno. Dojemanje vrednosti za kupca in uporabnika, se pravi gre za opazovanje kupcev, uporabnikov, čutenje, intuicija, razumevanje izkušnje, pa vrednotenje. V bistvu se morajo dizajnerji zavedati, da podjetja zasledujejo neke svoje poslovne cilje in da je zelo pomembno, da se vključi merjenje
se pravi, ključnih kazalnikov uspeha. Jaz mislim, da bi s tem končala. Tole je knjiga, ki smo jo mi ob zaključku drugega kompetenčnega centra pripravili. V bistvu gre za izkušnje in rezultate nekaterih podjetij, mislim, da je vključenih noter 7 podjetij iz kompetenčnega centra, kako so oni, v bistvu gre zgodovinsko, kako so oni vpeljevali dizajn v svoje poslovne procese. Tamle je moj naslov, če imate še kakšna vprašanja, se lahko obrnete name, jaz bom tudi tukaj po tem predavanju